Pokojninski sistem v Sloveniji temelji na treh stebrih. V prispevku bomo pojasnili, kakšne pokojnine si lahko obetamo iz obveznih prispevkov, ki se zbirajo v pokojninski blagajni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zakaj bo potrebno delati dlje in zakaj je vedno bolj pomembno varčevati tudi v drugem in tretjem pokojninskem stebru. To obvezno zavarovanje ima v bistvu v Sloveniji že kar trdno tradicijo. To obvezno zavarovanje je tisto zavarovanje, ki je zakonsko predpisano, v katerega se morajo vključiti vsi, ki upravljajo neko pridobitno dejavnost, ali so zaposleni, ali so samostojni podjetniki, imajo svoj recimo d. o. o. In dejansko temelji na temeljnih načelih, kot so vzajemnost, solidarnost, redistribucija, način financiranja pa dokladni. Kaj to pomeni, da je dokladni? To pomeni, da aktivna generacija, ki trenutno dela in plačuje prispevke v pokojninsko blagajno, pokojninska blagajna te prispevke ne nalaga na recimo neke bančne račune, ampak jih sproti porablja za v bistvu izplačevanje pravic upokojencem trenutnim. Se pravi, gre za medgeneracijsko solidarnost. V okviru obveznega zavarovanja je določena enotna prispevna stopnja za vse zavarovance in ta je določena v višini 24,35%, se pravi na bruto plačo. Od tega 15,5% plača iz tega bruta delavec sam, 8,85% pa predstavlja strošek delodajalca. Potem je pa višina prispevka pa seveda odvisna od višine plače. Sama višina pokojnine je odvisna od dveh pomembnih elementov. Prvi pomemben je element, koliko dolgo časa je bil zavarovanec zavarovan, se pravi pokojninska doba, ker ta pokojninska doba nam pove višino odmernega odstotka, in pa kakšna je bila plača, od katere so bili plačani prispevki, to je pokojninska osnova. In potem, ko se zavarovanec upokoji, se pokojnina izračuna tako, da se odmerni odstotki pomnožijo s pokojninsko osnovo, se pravi povprečje plač, ki jih je imel, zdaj po novem se to povprečje plač, izračun povprečja plač podaljšuje iz 18 lansko leto na 24 v naslednjih letih, letos je 19 zaporednih najugodnejših let. Povprečna pokojnina v Sloveniji je starostna, je v lanskem letu znašala 615 evrov. Povprečna invalidska pokojnina v Sloveniji je znašala 480 evrov. V letu 2012 je razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo znaša 62%. Ali so brezposelni vključeni v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja? Brezposelni so vključeni. Zdaj, če so na zavodu za zaposlovanje in od tam prejemajo nadomestilo, so vključeni, že iz tega naslova jim zavod plačuje. Lahko v primeru, ko preneha ta pravica do nadomestila, se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje in si sami prostovoljno vplačujejo v to obliko zavarovanja natančno. S 1.1.2013 je začel veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2, ki zvišuje upokojitveno starost. Ta se bo postopoma zvišala na 65 let. Vsako naslednje leto se bo dvignila za 4 mesece. Starostno mejo za pridobitev pravice do starostne pokojnine bo mogoče znižati zaradi otrok, vojaščine in zaradi dela pred 18. letom. Predčasno upokojevanje za osebe s telesno okvaro ostaja, vendar se s ZPIZ-2 vsem novim zavarovancem ukinja pravica do denarnega nadomestila za telesno okvaro, obstoječim zavarovancem pa se ohrani. V letu 2003 je bilo skupaj 490 tisoč upokojencev in v povprečju v letu 2003 je bilo okrog 834 tisoč zavarovancev. To pomeni razmerje, da je 1,70 zavarovanca je moralo plačevati prispevke, iz katere se je potem financirala pokojnina enega upokojenca.
Če gremo na leto 2012, v letu 2012 je bilo 585.000 upokojencev, se pravi v 9 letih je ta številka narasla skoraj za 100.000. In pri tem je bilo 855.000 zavarovancev, se pravi zavarovanci so se v istem obdobju povečali samo za 20.000, kar pomeni razmerje med upokojenci in zavarovanci 1,46. Se pravi, zavarovanec in pol morata s prispevki na svoj dohodek plačati pokojnino enega. 1:1 razmerje bo tam okoli, zdaj sprejemom nove zakonodaje, smo to malo podaljšali na tam nekje med 2035 in 2040, ne. V letu 2003 so pri seveda starostnih upokojitvah ženske povprečno prejemale pokojnino 18 let ob upokojitvi. V letu 2012 pa se je ta doba pri ženskah povišala že na 22 let in 4 mesece ob upokojitvi. Pri moških recimo, za razliko, je v letu 2003 povprečni moški, ki se je starostno upokojil, prejemal pokojnino 15 let in 7 mesecev. V letošnjem letu 2012, oziroma v lanskem letu je to, pa že 16 let in 8 mesecev. Se pravi, pri obeh spolih se podaljšuje prejemanje pokojnine. Dobro, in ravno to je tisti problem, zaradi česar potem prihaja do primanjkljaja v pokojninski blagajni, ki ga pa zaenkrat krije država iz svojega državnega proračuna. V prihodnosti bo potrebno razmišljati tudi o drugačnih virih dohodka za starost in dejansko ta drugi steber pokojninskega zavarovanja je eden izmed možnih načinov dodatnega varčevanja. Mladi so tisti, katerim bojo ravno zaradi dolgoživosti družbe, ne, in zaradi demografskih sprememb deležni verjetno nekoliko nižjih pokojnin iz obveznega zavarovanja, ne. In če si bodo hoteli zagotoviti nek višji standard v okviru upokojitve, ne, v času upokojitve je zelo pomembno, da si dodaten vir dohodka zagotovijo tudi v dodatnem pokojninskem zavarovanju. V tej obliki zavarovanja dejansko se vplačujejo premije. Te premije pa se ne porabljajo sproti, tako kot v obveznem zavarovanju, ampak se nalagajo na osebne račune zavarovancev, ne. Se pravi, te zavarovanci potem varčujejo in ta sredstva so potem naložena na finančne trge. Trenutno imamo 11 ponudnikov, ki imajo potrjene pokojninske načrte. Pomembno je to, da dodatno pokojninsko zavarovanje lahko ponujajo samo tisti, katerim ministrstvo potrdi pokojninski načrt. Zavarovalnice smo lahko tudi izvajalke prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tako da največkrat se zavarovanci s tem srečajo ali pa vstopajo v to zavarovanje preko svojega delodajalca, se pravi, da ima delodajalec, da je pristopil k enemu od kolektivnih pokojninskih načrtov, kjer za delavca plačuje določen del sredstev. Lahko pa seveda oseba pristopi tudi individualno v individualni pokojninski načrt. V Sloveniji je povprečni mesečni znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje okrog 40 evrov, kar z vidika potem, kaj lahko pričakujemo iz takih zneskov, iz privarčevanih zneskov v obliki dodatne starostne pokojnine, prenizko, da bi dejansko nadomestilo tisto izgubo, ki jo bo oseba doživela, ko bo šla enkrat v pokoj. Tako da bi morali biti zneski višji. Kolektivno zavarovanje pa zavarovanje, ki dejansko omogoča vsem zaposlenim v Sloveniji, se pravi vsem, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključitev v nek naložbeni sistem, ki jim lahko v prihodnosti omogoča dodatno starostno pokojnino, se pravi ta dodaten vir dohodka, ne. Pri nas je vključenih trenutno približno tam okoli 58–59% vseh zavarovancev obveznega zavarovanja, se pravi okoli malo manj kot 60% celotne delovne sile v Sloveniji je sedaj tudi novost, da se v kolektivno zavarovanje lahko tudi samostojni podjetniki vključujejo. Če se vključujejo kot samostojni podjetniki in si plačujejo premije, se od te premije ne plačujejo, kot sem že rekel, davki in tudi ne prispevki, se pravi celotna premija, ki jo vplača delodajalec, se steče na osebni račun zavarovanca, poleg tega pa na račun te vplačane premije lahko delodajalec znižuje svoj dobiček pri odmeri davka na dobiček. Se pravi, tukaj gre za dvojno davčno olajšavo.
Kako je z varnostjo naložb? Prejšnji zakon je določal, da mora vsak pokojninski sklad imeti minimalno zajamčeno donosnost. Zdaj, minimalna zajamčena donosnost sicer pomeni varnost sredstev, pomeni pa tudi bolj konzervativno naložbeno politiko in nižje donose. Novi zakon je prenesel tako imenovane sklade življenjskega cikla, kjer se sredstva zavarovancev razporejajo v 3 različne podsklade, ki so primerni njihovi starosti. Se pravi, tisti, ki so najmlajši, bodo šli vedno v sklad z najbolj nekoliko bolj tvegano naložbeno politiko, kar jim posledično prinaša na dolgi rok tudi višje donose, in potem, ko bodo starejši, se bo njihov denar prelagal v vedno varnejši sklad in zadnji sklad bo tisti, ki bo imel minimalno zajamčeno donosnost. Doba akumulacije sredstev, ki bi zagotavljala neko primerno višino dodatne starostne pokojnine, je tam nekje okoli 30 let. Cilj je zagotoviti nekako približno 60% v primerjavi s plačo, ki jo posameznik skozi življenje prejemal. Nekje okoli 60% te plače, višine te plače naj bi se zagotovilo iz obveznega zavarovanja, ostalih 10 do 15% pa naj bi se zagotovilo iz dodatnega zavarovanja, kar pomeni, da bi zavarovanec na koncu prejemal nekje 75% svoje povprečne plače. Predčasen dvig sredstev iz pokojninskega sklada ni priporočljiv. Ta sredstva, ki so naložena v pokojninskih skladih, so sredstva z dolgoročnim namenom, kar pomeni, da se z njimi zagotavlja nek dodaten vir dohodka za starost. Ne samo, da se ta denar dvigne in da ga ni več, en velik del tega denarja, tam do 43% skoraj sredstev, ki jih dvigne posameznik, se obdavči in se stečejo nazaj v proračun. Poleg tega, da ima to finančne posledice za posameznika tudi v prihodnjem dohodninskem letu in recimo za pridobitev kakšnih olajšav, ker to se vse šteje v dohodnino in potem imajo posamezniki problem recimo pri otroških dodatkih, pri pridobivanju drugih pravic, ki so vezane na cenzus, ker se to vse šteje kot nek dohodek. Tako da iz tega vidika je vseeno bolje, da se denar in sredstva pustijo tam, kjer so naložena in da se pač uporabijo namensko za pridobitev dodatne starostne pokojnine. Tretji steber, kot ga poimenujemo, sem noter bi pa jaz vključil recimo naše individualno zavarovanje in vse ostale oblike finančnega varčevanja. To je pa tisti del, kjer posameznik varčuje za to, da bi si zagotovil nek višji standard v času upokojitve, ki bi bil primerljiv s standardom, ki ga ima v času aktivne dobe. Zdaj, sem noter spada, se pravi, to individualno zavarovanje, ki je pri nas trenutno zelo majhno, se pravi, tam 5% vsega dodatnega zavarovanja je individualnega. Sem spadajo notri tudi varčevanje recimo v bankah z depoziti, življenjska zavarovanja, razni finančni produkti, varčevanje v investicijskih skladih in tako dalje. Se pravi, to je zelo širok pojem. Tretji steber je tudi varčevanje, recimo, če bi jaz varčeval doma, v nogavici, tako kot nekateri pravijo. Tudi to je pomemben vir dohodka v prihodnosti. Zdaj, če je nekdo lastnik nekega velikega stanovanja, verjetno ne bo potreboval velikega stanovanja v času, ko bo star.